Med deponije, ki zdaj tako rekoč na črno odlagajo smeti, spada tudi odlagališče v Ormožu. Nanjo letno odložijo okoli 14 000 ton odpadkov. Če bi jo zaprli, bi pred vrati ostale smeti kar 20 okoliških občin. Če bi se inšpektor striktno držal navodil in bi danes prišel, bi vam zaprl deponijo, kam bi šli z odpadki? Rešitve, kam z ormoškimi odpadki, trenutno nimamo. Upravljalec priznava, da v času pridobivanja dovoljenj vseh zahtev res niso izpolnjevali, toda danes imajo že vse urejeno. Od izcednih vod, čistilne naprave, odpadke ločujejo na izvoru in sortirajo preko koncesionarja. ARSO vsega tega, kar smo v zadnjem obdobju naredili, pač pri svoji presoji ne upošteva. Oni gledajo stanje, ki je bilo takrat, ko je naš koncesionar oddal vlogo. Zato so v začetku januarja vložili novo enostavno vlogo. Želimo obratovati legalno, to pomeni, da želimo odpadke odlagati v skladu z uredbo legalno naprej. In pričakujejo, da bodo deponijo zaprli šele leta 2015, ko bo na njej dejansko zmanjkalo prostora. Jaz kot župan gledam, se pač ustvarja na tem področju nek monopol določenih odlagališč, kar pa bo seveda pomenilo, da bo odlaganje odpadkov veliko dražje, kot je to v tem trenutku. Zdaj imajo eno najnižjih cen, se znaša odlaganje na ton odpadkov okoli 90 €, čaka pa občino sprejetje dolgoročne strategije ravnanja z odpadki. Že več let se zavzemajo za novo deponijo, zanjo že imajo na voljo 22 hektarjev veliko zemljišče na bivšem glinokopu. Projekt naj bi skupaj peljali z mestno občino Maribor, ki prav tako že več desetletij išče primerno lokacijo.